Sem Marjana Rebernik, direktorica Avtoteha Slovenija. V našem podjetju je zaposlenih 62 ljudi, torej 62 sodelavcev, za katere moramo, če želimo, da bojo pri svojem delu produktivni in da so še zadovoljni, moramo skrbeti tudi za njihovo zdravje na delovnem mestu. Ker nam je gospod Florjančič, moj današnji sogovornik, velik vzor, in sicer predvsem po njegovi kondiciji, fizični in psihični, in tudi po kreativnosti, smo se odločili, da mu nekaj vprašanj v zvezi z njegovim načinom življenja in stilom življenja ter skrbjo za zdravje zastavimo v današnjem pogovoru. Torej, gospod Florjančič, kako je vaša predstavitev? Ja, jaz imam 75 let delovne dobe. Sem 96 let star in moram še delati. Sem bil oženjen 70 let z isto ženo in mami sem pa obljubil, da bom prišel na Bled umret. Prišel sem prezgodaj in zdaj že 15 let čakam. Kako pa zdaj s tem vašim vzdrževanjem kondicije pri 96 letih pa skrbjo za zdravje? Jaz mislim, da sem zato tako zdrav, ker moja mama me je dojila do 3. leta. Tako da sem čez 1 let pa pol, sem prišel peš k mam in sem pil, ja, mleko. To se pravi, vaš recept se začne že takoj na začetku življenja. Ja. Torej, mama je tista prva, ki vam je dala to popotnico za zdravo in dolgo življenje, če vas prav razumem. Ja. Kaj pa potem, ko ste sam odločil? Potem, ko sem pa začel rasti od 5. leta, me pa mama pustila ven in rekla, zdaj pa divjaj. In jaz vam rečem, jaz sem divjal do 10. leta, sem hodil po gošah vse in še. Ko sem videl Tarzan film, sem bil pa Tarzan po vseh drevesih, sem skoraj hišico imel, potlej sem ostal cel dan, sem pa v gošč sem ostal, a ne. In jedel sem tudi, vse sem jedel, maline, to, lešike, kar sem nabral, še gobo sem pojedel tabelo, kakor šampinjon, sem jo pojedel tako, vse sem, še čmrle sem dobil, ki so posekle, ne, kmetje. In sem med bil. In sem bil vsak večer čisto umazan. Domov prišel, me je mama nabila, poglej, kakšen to je pulover. Potem sem pa jaz rekel, zdaj me pa mamo presenetil. In koga sem odrezal, en štemf sem odrezal, pa sem ga čez potegnil, pa sem se takole brisal. To je bil pa moj prvi patent. In potlej, potlej se je pa začel šport. Potem sem bil pa športnik, jaz sem smučal, sem bil skakalc, ta prvo skakalnico smo imeli na Bledu, ja, in sem res cel dan sem bil skoraj na smučeh, ko sem šole ven prišel, v šolo sem tudi hodil, v šolo smo hodili bosimi. Bosi, fuzbal smo igrali bosi. Jaz sem živel v bio dobi. Takrat je bilo vse bio, mi nismo imeli ne smeti, ne ledu, ne frižiderjev, ne nič. Prišla je ta velika kriza, a ne, in vse smo jedli, mama je naštila kure, potem smo kozo dobili, potem smo krompir nasadili, potem tako, nič ni bilo, samo sopa, cukor smo šli iskat. Ni bilo nič drugega, za zdravje je bil samo aspirin, za ženske pa Nivea krema, to smo poznali. Torej, čist zrak je tudi ena od pomembnih stvari za zdravo življenje. Jaz mislim, da je to pri meni zelo veliko bilo. Čist zrak. Tudi poleg sem na Bavarsk živel, sem pa živel v Vargavu, to je 1200 metrov visok. Tam so znamenite smučarke. In tam sem šel vsak jutr laufat, recimo. Kaj pa, ko si bil aktiven poslovnež?
Kako pa je bilo takrat z vašim zdravim življenjem, da ste to nadaljeval oziroma svojo fizično in To je pa zelo psihično važno. kondicijo? Da en človek mora biti zmeraj aktiven. Zmeraj mora glava delati. Glava mora delati. Potlej, če je glava zdrava, ste vi tudi absolutno zdrav. Jaz sem bil samo 14 dni v življenju bolan, samo operiran sem bil v Monte Carlo na slepiču, v Lozani sem bil operiran na mandlnah in v Garmišu sem pa dobil raka na prostati. In sem bil tam teden tudi noter. In od takrat, ne boste verjel, niti eno uro ne v postelji, da prišel zraven. Pa ljudje okoli mene kašljajo, pa vzga hudirja, pa da ne moram povedati, ja, nič se mi naredi. Jedil je pa spet zelo važen. Na morju, ko sem bil v Monte Carlo, smo samo ribe jedli. Ribe, kopal, neverjeten, to je bilo neverjeten važen, ja. In tudi mir. Mir, vaš pogled mora, če pogledate, miren biti, ki se vam dopade, da se uživite, da ste vesel, da ne vem, kako bi rekel. Ko sem jaz bil v Monte Carlo, nam je dala hčerka od Line Cavalieri, največje pevke takrat na svetu. Ona je imela palačo, sončno palačo. In nam je dala za cel cajt, kar sva bila v Monte Carlo s familijo, eno etažo njene palače. In ko sem iz palače pogledal ven, sem videl Korziko, tisto morje, tisto zadaj gor, Montažel. Vse to sem ponoril, ko je gledal bi cel dan. In to vas pomiri, vas naredi zdravega in potlej tudi lahko bolj delate. Torej, gospod Florjančič, kaj vi svetujete, da bi morali današnji zaposleni pri vseh stresih in pri obremenitvah, ki jih imajo v službenem času in potem še doma, kaj bi morali narediti, da bi ohranili svoje zdravje v dobri fizični in psihični kondiciji? Ja, vsak človek mora imeti en cilj. In če ima en cilj in je neko v eni tovarni ali pa sam, mora verjeti za ta cilj. Nobenega ne sme poslušati. Verjeti in zmeraj misliti to in bo 100% sigurno prišel. In bo vedel, da če bo prišel na ta cilj, bo tudi imel uspeh. In pri uspehu bo pa rato zadovoljen in zdrav. To je potem zdravje. In še če pomisli, da bo na koncu nagrado dobil, je pa sploh tisti bonbon, ki se pravi, nagrada. Kaj pa, če zdaj vi ta najin pogovor z eno vašo mislijo zaključite tako, da bojo ljudje razumeli in si zapomnili, zakaj ste vi pri teh zanimivih letih še vedno mladenič? Ja, da sem mlad, samo zato, ker ima glavo, ki sem jo zmeraj tako nucal, da sem mislil. In zdaj imam to glavo in zaradi, če imate glavo dobro, ste vi zdrav. Vi lahko delate in z veseljem delate. Jaz ne morem brez dela biti. Gospod Florjančič, jaz mislim, da sva dala sporočilo, kako ostati zdrav na kvadrat. In se vam zahvaljujem za današnji pogovor. Nobene zahvale, jaz se vam zahvaljujem tudi, da ste me spraševali. Če pa vse povedal, pa morate en teden tle ostati.